Lepo pozdravljeni. Posavski župani so po dveletnem premoru pripravili srečanje s predstavniki medijev, ki tradicionalno poteka ob začetku leta, ter ob tem predstavili načrte za tekoče leto. Tokratno srečanje je gostil župan občine Radeče Tomaž Režun. Župani posavskih občin so na srečanju s predstavniki medijev predstavili svoje načrte za letošnje leto. Med izzivi, s katerimi se soočajo, je oživitev starih mestnih jeder. Saj vemo, kako je, ne? Vsi nekako bežimo v nova stanovanja, lepe hiše, vse stare hiše v propadajočem stanju. Starejši ljudje nažalost umirajo, mlajši odhajajo in tukaj nas čaka kar trd oreh. Jaz sem prepričan, da en del bomo lahko sami zmogli, en del pa jaz malo pričakujem tudi pomoč, konec koncev pripravljamo tudi odlog, da bodo te zapuščene hiše, ki so drugega reda, niso stanovanjske, da bo pač mogoče še evro dražji, da bodo tudi občani raje prodali, kot pa imeli investicijo, ki ni vredna nič. V Brežicah nadaljujejo s projekti, ki so jih pričeli izvajati lani, kot sta dograditev stavbe zdravstvenega doma in lekarne ter izgradnja paviljona pri vodovodnem stolpu. Zelo pomembno seveda v občini pa bo ponovno ta zagon tega živahnega dogajanja v mestnem jedru, tako jaz upam, da v letošnjem letu bomo ponovno imeli Brežice moje mesto, da bomo imeli mestno promenado. Dejstvo je, da seveda občina Brežice sloni predvsem na razvoju turizma, trgovine, kar nam seveda gre tudi zdaj na roko z ukinitvijo Schengena in pa uvedbo evra, kar pomeni seveda, da Brežice bo imela dodatno priložnost predvsem na tem turističnem, trgovskem in pa ostalem področju. Tako kot v Brežicah bodo tudi v mestni občini Krško letos v ospredju naložbe, ki so jih pričeli izvajati v lanskem letu. Državna cesta G1 Krško-Drnovo, potem zaključek adaptacije oziroma obnove osnovne šole 14. divizije na Senovem, potem izvedba projekta, nadaljevanje s projekti glede izgradnje bazena, zaključevanje kolesarskih stez in pa seveda ostali tekoči transferi, izgradnja priključkov, 200 približno priključkov širokopasovnih povezav, skratka dela nam ne bo zmanjkalo. V občini Sevnica bodo v ospredju naložbe v šolske objekte, tako dokončanje novogradnje osnovne šole Ane Gale in prizidka k osnovni šoli Blanca, kmalu pa bodo stekle nove aktivnosti za novo šolo v Krmelju. Na državni cestni mreži teče gradnja rondoja v Šmarju, ki je nadaljevanje projekta Nadvoz, ki ga je realizirala občina v preteklem letu, projektiranje podvoza v Boštanju, odkupi zemljišč za most na Logu, priprava projektne dokumentacije za nadvoz na Blanci, pričakujemo obnove državnih cest na relaciji Sevnica-Trebnje. Ta trenutek pa že teče prenova ceste iz Brega proti Lisci. Ocvirk še dodaja, da na delu Drožanske ceste načrtujejo novo stanovanjsko sosesko z gradnjo novega doma za starejše občane ter ob Planinski cesti nova stanovanja zasebnih vlagateljev. V občini Kostanjevica na Krki bo poudarek na razvoju turizma, obnovi lesenih mostov ter protipoplavni zaščiti. Z občani, ki se niso strinjali z že ponujeno rešitvijo Direkcije za vode, bodo glede slednje skušali najti skupni jezik. Treba se bo z Direkcijo usesti za vode, ali oni vztrajajo pri tem projektu tako, kot je bil takrat predstavljen, ali kakšna možnost druga. Če bo tako, kot je bil predstavljen, verjetno potem, kot vidimo iz preteklosti, ne bo nekega skupnega jezika. Župan občine Bistrica ob Sotli Franjo Debelak pa je povedal, da nadaljujejo s trenutno največjo investicijo, to so hidravlične izboljšave, ki so jo skupaj v sodelovanju z občino Brežice pričeli izvajati v lanskem letu. Drugi največji projekt, ki ga pa začenjamo, je pa izgradnja telovadnice in vrtca. Pri osnovni šoli v Bistrici ob Sotli, tukaj gre za 5-milijonski projekt, zelo velik, tudi ne bo v letošnjem letu končan, je planiran za več let, tako da je kar velik investicijski zalogaj za Bistrico ob Sotli, ki je običajno na nekih 2 milijonih evrov, letos imamo v osnutku proračuna, torej v prvem branju 7 milijona in še nekaj. V načrtu imajo še izgradnjo 4 stanovanj in odkup dela zemljišča in ruševin gradu Kunšperk. Načrte za prihodnje obdobje je predstavilo tudi novo poslovodstvo skupine Gen. Poudarek je predvsem na uspešnem obvladovanju energetske krize in uresničevanju vizije postati vodilni slovenski izvajalec elektroenergetskega prehoda v podnebno nevtralnost.
Energetika se je v lanskem letu soočala z močnim nihanjem cen energentov. Vzrokov za to je bilo veliko, od vojne v Ukrajini do nizke hidrologije, ki je posledica suše. Zdaj se razmere, kot kaže, umirjajo. Bi pa rad opozoril, da še zmeraj smo na približno 3 do 4-kratniku tistega, kar je bilo v preteklosti. Se pravi, to niso nizke cene, da se zastopimo, ampak samo gledano na lani so se stvari precej umirile. Paravan je ob tem dodal, da so s porastom cen dobavitelji ali višali svoje cene ali zapustili trg, zaradi česar so odjemalci množično prehajali k njim. K nam je prišlo več kot 70.000 odjemalcev. Za te odjemalce mi nismo imeli zakupljene energije na zalogo, zato smo morali dejansko kompenzirati, predvsem to so dejansko na GEN-I uspeli skompenzirati iz boljših rezultatov na trgovanju. Ampak vse te odjemalce smo sprejeli. Na področju trgovanja z električno energijo bo dotik pod 100 teravatnih ur, kar je bistveno manj kot v letu 2021. Tudi promet trgovanih količin je bil nižji kot v letu 2020 in to vse gre z roko v roki s tem, na kakšen način smo se soočali s to krizo. Kljub vsej tej povečani volatilnosti je sploh družba GEN-I izjemno uspešno delovala in dejansko tudi na teh trgih ohranjala svoj vodilni položaj. Do maja nameravajo novelirati strateški razvojni načrt skupine GEN, kjer drugi blok jedrske elektrarne Krško ostaja osrednji projekt. Strateški cilj GEN-a je pričetek obratovanja JEK2 v letu 2035, vendar pod pogoji. Pogoji, da postopki in izgradnja od danes naprej tečejo neprekinjeno. In kako je s časovnico? Trenutno smo seveda pri procesu objave pobude za državni prostorski načrt. Ta se odvija na Ministrstvu za okolje in prostor. Drugi večji mejnik je podpisana pogodba z dobaviteljem, ki jo pričakujemo tam nekje do konca leta 2027. To nam potem tudi omogoča, da začnemo z pripravljalnimi deli. Od pravnomočnega gradbenega dovoljenja do poskusnega obratovanja mednarodna praksa kaže, da se projekti lahko izvedejo tudi v 5 letih. V skupini GEN, ki je v lanskem letu dosegla 4,1 milijarde evrov prometa in 23 milijonov evrov dobička, si zaradi ugodnejših razmer na svetovnih trgih energentov za letošnje leto obetajo nadpovprečne poslovne rezultate. Vstop Hrvaške v šengensko območje je olajšalo poslovanje podjetnikov in obrtnikov, ki poslujejo na Hrvaškem. Med njimi je dolgoletni prevoznik Milan Ulčnik iz Leskovca pri Krškem. Poglejmo, kakšne so njegove izkušnje. Pred to Schengenom, ko smo vozili dol, je bilo to, kar bi rekel, kolona, čakalna doba tudi do 4 ure. Ponedeljek 4 ure, v torek tudi 4 ure, sreda, pa v petek. Tako da smo velikrat mogli kareti na Kumrovec. Na Kumrovec smo šli, pa da smo tiš čas, ko bi rekel, ko bi tle panuca, smo ga tam uničili. Zdaj pa vsak dan 4-5 kamionov gre v Hrvaško. Največ vozimo, ko bi rekel, z hladilnikom, Ljubljanske mlekarne, Dukat Zagreb. Veliko vozimo za Eurosat, za njihove, ko bi rekel, glavna centralna skladišča, Ljubljana, Sežana, Maribor, pa povratke, recimo iz Slovenije, bolj, ko bi rekel, iz Ljubljane največ nakladamo, pa za Hrvaško, iz Hrvaške pa tu, pa tam, pa tudi potem nazaj. Olakšano je poslovanje zapravo naših poduzeća i obrtnika prema ostalim zemljama u EU, a i ovih zapravo koji su u EU i kada uvoze robu, to im je puno lakše nego je to bilo do sada. Dakle, sigurnost je u plaćanju, sigurnost je u uvozu roba kad uvažamo u Hrvatsku, a isto tako i brže ide u izvozu, nema više velikih čekanja na granicama, velikih papira, nema ničega, dakle prolazi se normalno ko iz mesta v mesto. Krška obrtno-podjetniška zbornica že tradicionalno odlično sodeluje s Hrvaško, ima tudi skupno obrtno-podjetniško zadrugo s sedežem v Zagrebu. Direktorica Janja Starc pa je tudi članica upravnega odbora Slokrog poslovnega kluba. V pogovoru nam je zaupala, kakšne so prednosti za podjetnike, ki poslujejo s Hrvaško, zdaj ko je ta v šengenskem in evroobmočju. Lepo pozdravljeni. Enako. Lahko torej govorimo, da so se razmere za podjetnike, ki poslujejo sosednjo Hrvaško, zdaj ko je ta vstopila v šengensko območje, izboljšale? Seveda. To je bila želja podjetnikov že dalj časa, predvsem zaradi dolgotrajnih čakalnih
dob na mejnih prehodih, ki so jih bili deležni predvsem prevozni sektor, pa tudi mi kot navadni občani smo čakali, če smo želeli priti na Hrvaško, tako da so se izboljšale, bistveno so drugačne razmere. V kakšnem smislu, recimo, razen teh čezmejnih? Ja, že sama zakonodaja predvideva čezmejno opravljanje storitev, to pomeni napotovanje delavcev iz Slovenije na Hrvaško in obratno iz Hrvaške na Slovenijo. Ponavadi je bilo to zapleteno prav zaradi tega, ker Slovenija ima ko je bila v Schengenu, je imela tudi šengenske delovne vize. Hrvaška jih ni imela še šengenskih delovnih viz in če so bili to zaposleni delavci na Hrvaškem iz tretjih držav, ki so bili napoteni na delo v Slovenijo, so imeli potem težave zaradi prestopa. Predvsem to so Hrvati imajo kar precej delovne sile iz, ne vem, Filipinov in podobnih držav in tu je ponavadi bil kar problem. Pa tudi mi veliko enostavne, izognili smo se tudi carinjenju in tako naprej. Tako da. No, Hrvaška s 1. januarjem ni vstopila le v Schengen, ampak tudi v evroobmočje, gre za veliko prednost vsekakor. Kako pravzaprav to vpliva na malo gospodarstvo, na poslovanje malih podjetij, slovenskih malih podjetij s hrvaškimi? Do zdaj, mislim, do konca lanskega leta je bila Hrvaška imela kune in če že ne druga je bilo potrebno to preračunavati iz evre v kune, pa potem kater tečaj je jemati pri samem zaračunavanju storitev. Plus tega je tudi hrvaška davčna politika bila tako naravnana, čeprav ni bilo to v skladu z Evropsko unijo in so bili tudi pred leti na to opozorjeni, so zelo komplicirali, če si ti Slovenije zaračunal v evrih, kar je logično, ker pač imamo mi, naša valuta je že od, mislim, da 2,7 evrov in je logično, da boš zaračunaval storitve oziroma pač dela, ki jih opravljaš v evrih. Potem so imeli pa problem njihovi podjetja, ki so jim bila zaračunane te storitve pri obračunavanju hrvaškega davka na dodano vrednost, to je porez na dodano vrednost, ker davčna ni to želela nekaj časa priznavati. Ampak Evropska unija z direktivami ureja, kako mora biti to urejeno in tudi za Hrvaško je bilo enako kot za vse ostale članice EU-ja, tako da to je, predvsem je ta prednost. Pa tudi samo zaračunavanje storitev, če tako gledamo, je zdaj veliko lažje, ker pač mi smo navajeni evre, ni potrebno tega preračunavanja. No, vstop v šengensko in evroobmočje seveda ni odpravilo vseh ovir, predvsem birokratskih, ki so potrebne za delo oziroma poslovanje na Hrvaškem. S kakšnimi zapleti, če se tako izrazim, se soočajo posavski podjetniki, ko vstopajo na hrvaški trg? Zdaj smo že ugotovili, da več prehajanja meje ni problem. Tu so bili predvsem prevozniki, ne vem, iz Krškega, če tako gledaš do, recimo, da tam terminalov v Samoboru je recimo 20 minut ali pa še to ne. Oni so pa potrebovali nekaj ur v eno stran samo. Drugače pa samo upravljanje teh storitev ureja Zakon o čezmejnem upravljanju storitev. To pomeni napotovanje delavcev na delo v tujino za slovenskim podjetjem. Tu še vedno obstajajo, ker pač nacionalne zakonodaje lahko to posebej urejajo, tako da še na Hrvaškem za določene dejavnosti še vedno obstaja zakon, ki določa, da moraš te dejavnosti opravljati oziroma da jih lahko opravljaš pod nekimi pogoji. Konkretno lahko rečem za gradbeno dejavnost, ki se največ opravlja na Hrvaškem strani slovenskih podjetij. Tu morajo priglasiti opravljanje te dejavnosti na pristojno hrvaško gradbeno ministrstvo, za kar potrebujejo izpolnjevati tudi neke pogoje. Med drugim morajo imeti tudi zavarovano odgovornost, za gradbeno odgovornost, za škodo na Hrvaškem. Tako da to je še vedno ena ovira, ki je pač administrativna ovira. Plus tega davek se plača tam, kjer se dela, kjer se storitev upravlja, kjer nepremičnina stoji. To pomeni, da mora si registrirati na Hrvaškem za namene PDV-ja, Hrvaškega pridobiti hrvaško davčno številko, pa predvsem to, da je hrvaški davek 25% DDV za gradbene storitve, pri nas pa vemo, da je pa znižana davčna stopnja 9,5%.
No, zaradi povišanja cen v trgovinah in nekaterih storitvah, ki jih občuti tamkajšnje prebivalstvo, smo tudi v preteklih tednih tudi v Posavju priča, predvsem v brežiški občini, večjemu obisku hrvaških kupcev. Ali se tudi podjetniki morda soočajo z večjimi podražitvami strani svojih poslovnih partnerjev z Hrvaške, recimo, ali to opažate? Trenutno še ne. Ni še to opaziti, se tudi hrvaški poslovni subjekti ne bi smeli zviševati cen svojih storitev, kar je pač tudi sama vstop v evroobmočje oziroma območje evra in to za zakonom že prepoveduje. Ampak vemo, da tako kot se je pri nas se podražalo, se je tudi na Hrvaškem, ravno je bil zdaj en tak dost odmeven v medijih primer hrvaške frizerke, ki je dvignila niti ne veliko, ampak mislim, da za nekaj centov, recimo pol evra, je dvignila svoje storitve in je bila sankcionirana, ker so mislili, da zaradi tega, ker je pač zaradi preračunavanja evra, ampak ni. Ona je rekla, da so se podražali materiali in da je zaradi tega dvignila cene storitev. Tako da naši pa niti še ni tako opaziti. Mogoče je bolj za te drobne stvari, kot gremo v trgovino, da se bolj opazi, mogoče ne vem, kako maslo, olje je na Hrvaškem zagotovo ceneje, ker imajo regulirano, pa moko, pa sladkor, ampak določene stvari so pa pri nas ceneje. Tako da suma sumarum, mogoče malo še iz leta, kar je pa tudi priložnost za naš turizem. Krška obrtno-podjetniška zbornica že tradicionalno odlično sodeluje s Hrvaško, ima tudi skupno obrtno-podjetniško zadrugo s sedežem v Zagrebu. Vi ste tudi članica upravnega odbora Slokros poslovnega kluba. Kaj pravzaprav načrtujete za v prihodnje, kakšne načrte imate zdaj recimo v letošnjem letu? Zdaj za samo zadrugo želimo skupen nastop na tržišču tako Hrvaške, predvsem Hrvaške, kot tudi Slovenije, pač, da gremo skupaj se prijavljati na neka javna naročila, javne razpise. Plus tega zdaj bo šel kmalu razpis Interreg Slovenija-Hrvaška, verjetno bomo tudi kakšen projekt se spomnili, oziroma idej je zelo veliko, samo realizacija je potrebna. Kar se tiče pa samim poslovnim klubom, je pa politika delovanja takšna, da se vsako leto pripravi nekaj poslovnih dogodkov. To so predvsem poslovni zajtrki, na katerih na določeno tematiko potem govorimo, se pogovarjamo, povabimo podjetja. Konec lanskega leta je za zadnji obisk, uraden obisk, izbral tudi nekdanji naš predsednik države in se tudi srečal z gospodarstveniki. Je pa poteklo to v organizaciji kluba. Hvala lepa. Prosim. V Kulturnem domu Krško so odprli razstavo elaboratov javnega projektnega natečaja za novo osnovno šolo dr. Mihajla Rostoharja, ki ga je Mestna občina Krško pripravila v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije z namenom, da pridobi idejne rešitve za prostorsko umestitev novega šolskega objekta, ki bo stal v starem mestnem jedru Krškega. Na natečaj, ki ga je Mestna občina Krško pripravila v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije, so prejeli 4 idejne rešitve. Strokovna skupina je kot najboljšo izbrala zasnovo biroja Dans Arhitekti iz Ljubljane. Pri takšni nalogi, kakor je ta, ki je socialna in v bistvu zahtevna programsko, tako za projektiranje kot tudi za uporabo, je potrebno zelo, zelo natančno premisliti o vsakem prostoru, o vsaki svetlobi, o neki robustnosti za uporabo, o tem, da bodo noter živeli otroci, ki imajo pravzaprav posebne potrebe. Ker energetska sanacija in obnova obstoječe stavbe ni bila ustrezna rešitev, prav tako ne lokacija za novogradnjo na območju nekdanjega Laboda, saj se je izkazalo, da bi bila pot do gradnje tam zelo dolga, so se z občino odločili za lokacijo v starem mestnem jedru, tik za občinsko stavbo. Dejstvo je, da mi bi potrebovali šolo že, če reče, predvčerajšnjem. Ta lokacija ima seveda svoje pluse in minuse, vsekakor pa, če gledamo iz širšega vidika, se bo uredil ta prostor in nekako dodala vrednost staremu mestnemu jedru, tudi z vidika arhitekture. Zdaj, če govorimo o nadaljevanju projekta, seveda najprej so na vrsti pogajanja z izbranimi projektanti oziroma s prvonagrajenimi projektanti. Nekje pričakujemo, da bomo v roku enega meseca z njimi sklenili dogovor oziroma podpisali pogodbo o projektiranju.
Nekje po planu načrtujemo nekje do konca leta pridobitev gradbenega dovoljenja. Zdaj potem, seveda v naslednjem letu si želimo začetka gradnje. Okvirna vrednost investicije, se pravi projektiranja in gradnja, je ocenjena na 10 milijonov evrov. Vendar bo sama dinamika gradnje, kot poudarja Planinc, odvisna od prihodnjih odločitev, vezanih na občinski proračun. Nekaj čez 6 milijonov sredstev je trenutno že zagotovljeno v proračunu za namen izgradnje te šole. Temu je treba prišteti še nekaj sredstev, ki jih bomo namenili za gradnjo dvosmerne cestne povezave, ki se bo gradila sočasno z šolo, in pa potem tudi nekaj sredstev, ki bomo namenili za park oziroma plato, ki se bo zgradil med univerzo in šolo. Razstava je v klubu Kulturnega doma Krško na ogled do 3. februarja. Za konec poglejmo še na naš spletni portal eposavje.com. To so najbolj brane novice minulega tedna. Spoštovani gledalci in gledalke, s tem tudi končujemo Posavski tednik. Bodite z nami tudi naslednji torek. Nasvidenje.